Dober dan. Ja, kar dobro leto je trajalo, da sva uskladili termin pogovora z mojo današnjo gostjo. Martina Arčon, danes gostim karmično svetovalko in vizionarko Aleksandro Winkler-Drole. Kot mi je že pred letom dni napisala, morda bolj znano v centru države kot na Primorskem, čeprav živi v Kanalu ob Soči, v občini Kanal ob Soči. Aleksandra Winkler-Drole pa vendar je uspelo. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni, dobrodošli vsi. Res sem googlala o vas in ugotovila, da ste gostovali v številnih medijih kot avtorica 7 knjig. Se boste 8 ta hip že, se boste danes predstavili. Sicer pa že več kot 28 let delate na področju, lahko rečeva, energij. Kaj je tisto vaše osnovno poslanstvo? Moje osnovno poslanstvo je hipnoza, regresija, progresija. To je tisto, kar delamo z glasom. Vsi smo hipnotizirani. Hipnotizirajo nas reklame, hipnotizirajo nas vsi ljudje, ki imajo tak ali pa drugačen vpliv na nas. Prvo so to starši, učitelji, duhovni mojstri, prijatelji, sodelavci, v glavnem karkoli gre skozi naša ušesa ali pa pride pred naše oči, to že na nas deluje kot hipnoza. Ampak se tega največkrat ne zavedamo, kaj ne? Če začneva pravzaprav z vašim prvim stikom s tem svetom, pravite, da so vas v te sfere nekako pahnile razmere. Kaj točno? Ja, res je. Iskala sem razlog za rešitev problema. Ko imam jaz, vi, kdorkoli, neko težavo, ki jo pri zdravi pameti ne moremo rešiti, kako bi poklicali mojstra, da nam popravi en gospodinski aparat, avtomobil ali pa neki, sem našla odgovore, da se problem nanaša že na preteklost. To preteklost ni nujno problem iz otroštva, ampak gre še nazaj v prejšnje življenje, v prejšnja inkarnacije. Tam se je verjetno pojavil zametek ali pa nek zaplet, ki je povzročil, da ima človek še vedno težavo, ki jo ne more rešiti pri zdravi pameti. Delate tudi na temu, da, kot vas razumem, se ne bi ponovila družinska karma. Družinska karma je lahko dobra ali pa slaba. Karma predstavlja v osnovi akcijo, delovanje. Ta je lahko pozitivna akcija ali pa negativna akcija. Se pravi, ni za vse pozitivno. Nekdo se odloči, neka družina se odloči za selitev in to je lahko pozitivna karma ali pa negativna karma. Tako da to je zelo odvisno od posameznika. Ja, vse, kar se nanaša na našo preteklost, ima neke rezultate v naši sedanjosti. Enkrat v preteklosti smo se odločili za študij in to ima posledice. Zdajle, da smo pač se nečesa naučili, da imamo eno izobrazbo. V preteklosti smo se poročili in to pomeni, da smo poročeni. Zdaj, aj to slabo, aj dobro, a smo se dobro ali pa slabo odločili, je zelo odvisno spet od posameznika. Tako da ja, karma je lahko dobra ali slaba, karma se nanaša na neko akcijo, delovanje, ki ima posledice iz preteklosti v tem trenutku, ki jo doživljamo zdajle kot usodo. Se pravi, po tem takem, kar mi danes počnemo, tako kot danes živimo, tlakujemo pot za naš jutri. Za naš jutri. Zdajle, kar danes pojemo, bo postalo del našega telesa. In kar danes mislimo, je še bom rekla, še bolj pomembno. Ja, misli so predhodnik našim delovanjem. Se pravi, misli imajo majhen vpliv, sicer z mislimi se odločamo, ali bomo nekaj naredili. Imamo lahko 100 misli v minuti in se odločimo, da bomo eno zamisel izvedli in tisto delovanje ima večji vpliv kot samo to, kar mislimo. Čeprav imajo že naše misli potencial za namere, ki jih ustvarimo, ampak namera še vedno ni akcija ali pa delovanje. Ampak v tem pogledu mislim predvsem na to, ker ste rekli, da z mislijo lahko škodimo sebi, naprimer z dejanji, kot so zavist, ljubosumje, pa opravljanje.
Mnogi ljudje mislijo, da se z mislimi ne more škoditi, ampak se lahko škodi. Človek, ki je zavisten, ljubosumen, neutemeljeno ljubosumen, nevoščljiv, nekomu ne privošči, ustvarja drugemu energijsko bolečino, ampak hkrati tudi sebi, ker gre njegova energija drugam, namesto da bi šla ta energija za konstruktivni namen, da bi sam izboljšal sebe. Veliko je tega v poslovnem svetu, namreč zavist, ko bi rekli, to tekmovalnost, ego percepcija, da bi bil boljši od drugega, lahko je delna motivacija, ampak če prvoščimo drugim, ampak drugi so zato tle, da vidimo sebe, da se lahko primerjamo in naredimo nekaj boljšega pri sebi, da izboljšamo to, kar nas moti na drugim in tle lahko konstruktivno ali pa destruktivno. Se pravi, vsaka fušija, nevoščljivost, zavist, ljubosumje ustvarja negativni urok na druge, kar ustvarjamo drugim, ustvarjamo tudi sebi in enkrat se nam vrne po karmični diagnostiki, se nam vse dobro in slabo vrača ali v tem življenju ali pa v naslednjih. Razberem vaš dušni zapis, pravite, prepoznate, katere stvari smo pustili nedokončane in katere lekcije naj bi osvojili za napredek in prav na to temo nadaljujeva po glasbi. Če ne najdem vzrokov za svoje težave v tem življenju, potem lahko pokličem Aleksandro Winkler-Drole, tako pravite, in mnogo ljudi vas obišče, delate individualno, delate v skupinah in berete med drugim dušne zapise. Zakaj točno gre? Kaj to pomeni? Najpomembnejše je, da spoznamo ljudje sebe kot dušo. Jaz vidim auro človeka, tudi če ne vidim njega. Lahko je to po telefonu, mobitelu, Skypeu, Google Meeting. Tam odčitam čakre in človeku se zdi to logično. Vsa moja duhovnost temelji na neki zdravi pameti. Se pravi, če nekomu, recimo vam odčitam odlično grljeno čakro, sicer vem, da ste radijska voditeljca, zanimivo bi bilo, da jaz ne bi vedela, kaj vi počnete v vašem poklicu in bi vam že predhodno, preden bi se spoznali, to odčitala in pol bi rekli, wow, ti pa res vidiš, zdaj ti pa res verjamem. In v tem je bistvo mojega dela, da človeka ne poznam, ne vem, kaj počne, ne vem, kaj doživlja in mu razložim njegovo auro, njegove plasti, če so poškodovane, če so energijski napadi na njih, z namenom to diagnosticiram, da lahko se odloči za nadaljne terapije ali pa popravke. A se pravi, pri vas se zgodijo potem tudi nadaljne terapije in popravki mogoče načete aure? Ja, najprej je treba postaviti diagnozo. Tako kot pri vsaki bolezni je treba diagnosticirati, kje je problem, ga definirati, da potem se lahko človek po tem enournem pogovoru, ko jaz to berem, odloči za nadaljno sodelovanje. Se pravi, nadaljno sodelovanje je po večini najboljše oziroma najbolj učinkovito, če je individualno. Lahko pa gremo tudi v skupinsko, kjer pač je precej bolj blago, človek potem v skupini sam začuti. Moje bistvo je tudi tega, da klienti sami začutijo, kje je njihov problem. Ne, da verjamejo slepo meni ali pa kateremu koli duhovnemu mojstru, voditelju, ampak da sami prepoznajo, to je pa res to, in če je problem nastal nekje, če znamo definirati problem, smo že na polovici poti do rešitev. Preverite, če sledimo svoji darmi. Kaj to pomeni? Naše poslanstvo zajema pojme. Recimo, čistko bom rekla, vaše poslanstvo je duhovni sel ali kurir ali nekdo, ki širi informacije, novice. A to govorite zame zdaj? Ja, čistko primer. Če ima nekdo poslanstvo duhovni sel, je to lahko ogromno poklicev. Človek, ki ima recimo poslanstvo duhovni sel, ima v sebi neverjetno željo, motivacijo, da širi to, kar zna. Pa naj si bo to, lahko so v poklicih učitelj, predavatelj ali pa TV, radijski, novinar, je pa to vzgojiteljica v vrtcu, karkoli, to
počne z največjo strastjo in je tam tudi najbolj uspešen in zadovoljen. Rečem, da bi mogli vsi ljudje, ko bi rekli, opravljati svoje poslanstvo z lahkoto, tako ko mačka ulovi miš, pa kuža pazi, čuva hišo. Ampak zakaj enim ni dano? Vsem je dano, ampak ego prevladuje. Vsi imamo v sebi potencial, naša duša vsakemu izmed nas sporoča, kaj želi, kaj počen hrepeni, kaj bi rada. Čisto vsakemu izmed nas, ampak nekateri so pač, ko bi rekli, se tudi že rodili z tem, da bojo v določenem življenju prioritetno opravljali neke druge naloge in so to pustili za kasneje. Pravite, da tam, kjer je glasen ego, ker ga že omenjate, duša ne spregovori. Ja, duše ne slišimo, čeprav govori, ker naša duša govori prijazno, nežno, blago. Naša duša nam govori skozi neko notranje hrepenenje, skozi neko notranjo vizijo, kaj ne bi počeli, kako ne bi počeli, na kakšen način ne bi delovali. To se nanaša na vse področja, ne samo na posel, na zasebnost, na čustva, na ljubezen. Ampak če je ego preglasen, je tako, kot da bi v orkestru bili bobni preglasni, da se vokal ne bi slišal. In to je moje delo v terapevtskem pogledu, da klientu pomagam utišati ego, da slišimo glas duše bolj intenzivno in razločno. Aleksandra Winkler-Drole iz Kanala ob Soči, občine Kanal ob Soči, je danes gostja v našem studiu. Brezmejna moč posameznika, pa tudi bele magije ste rekli, pravzaprav je to vaša zadnja knjiga in pred sabo imam še eno sporočilo Oriona, kanalizirana sporočila za svet med leti 2025 in 2043, k temu vse se vrneva v nadaljevanju. Radio Robin je to, odkrila sem svet akaških zapisov, pravite, pa me mogoče zanima, pa poslušalce zagotovo tudi, kaj ta svet razkriva, kaj akaški zapisi so. Akaški zapisi so baza podatkov na eterični ravni. Torej vse, kar smo nekoč počeli, planirali, razmišljali, želeli, hrepeneli, mi vsi, čisto vsi, vključno z državami, voditelji, vse, kar smo planirali, naredili ali pa dobrega, slabega, vse je tam zapisano in to lahko razberem. Posameznik je presenečen, komu razberem iz akaških zapisov, to poteka v storitvi branje dušnega zapisa. Kaj si je ta duša pravzaprav zadala za cilj, kje je naredila kiks, kje ima zdaj le popravni spet v tem življenju, katere plane si je zadala še pred inkarnacijo, pred rojstvom, zakaj si je zbrala take starše, zakaj si je zbrala to državo. Se pravi, si starše, pravite, zberemo sami? Ja, nekako tako, kot si izberemo delodajalca sami. Se pravi, to mora biti vzajemno. Nek delodajalec da ponudbo, da potrebuje delavca in delavc potrebuje delodajalca. To je vzajemno. Na tak podoben način si izberemo tudi starše. Morajo biti na razpolago. Moramo biti z njimi že energijsko povezani. S tem, da, ko rečem energijsko povezan z nekom, je to lahko, govorimo o dveh ekstremih, ljubezen ali pa sovraštvo. Nimajo vsi ljudje ljubečih staršev in podpornih staršev. Mnogi so se izbrali starše, ki so kruti, neprimerni, če govorim zdaj dve ekstremi. Ampak zakaj si bi nekdo zbral krute starše, se pravi, kaj to lahko razumemo kot lekcija, ki jo mora predelati v tem življenju? Ja, zanimivo. Recimo, podobno bi bilo vprašanje, zakaj si nekdo izbere invalidno telo? Zakaj bi si izbral, da bo se rodil, ne vem, brez roke ali pa da bo deležen neke poškodbe, ravno zato, da se nauči. Se pravi, vse, kar se nam dogaja, je učenje. Vse, kar se nam dogaja na tem svetu, učimo se
preko dobrih in preko slabih izkušenj. Učimo se zlepa ali pa zgrda. In mnogi so si zadali, preden so se rodili, tudi pretežke naloge, da hočejo na hitro rešiti vse, kot da bi si zadali, da bomo naredili 3 fakultete v enem življenju. In takrat so optimistično izbrali, to hočem rešiti, to hočem urediti, to hočem popraviti. In so si pač zadali zelo naporno in težko življenje, zato da bojo na hitro vse obvladali in da bojo potem v naslednjih življenjih imeli več uspeha, ker bojo imeli več znanja, modrosti in odplačali svoj dolg. Ampak, a nas vi pomagate usmeriti, da bi morda ta dolg odplačali prej? Namreč seznanite nas tudi z lekcijami, kot pravite, ki naj bi jih usvojili za napredek. Se pravi, ne glede na to, s kakšno darmo pridemo na svet, smo mi vozniki oziroma mi usmerjamo svoje življenje? Ja, vedno je tako. Rodimo se z neko predusodo, ki pa našega življenja ne determinira do potankosti. Se pravi, je predusoda. Kot da bi se rodili v nekem kraju, času, imamo neke potencijale, ampak to so speči potencijali, ki jih pa preko naše svobodne volje lahko izrazimo ali pa ne. Ponavadi jih, zato ker hrepenimo potem, da bi postali boljša verzija sebe. Boljša verzija sebe postanemo, ko razvijamo svoje resnične kvalitete, ki so že zametke v nas in se odpovemo tistim neprimernem nagnjenjem. Ponavadi so ta neprimerna nagnjenja pohlep, lenoba, zavist in vse to, kar pač sodi v tistih 7 grehov. In tudi o teh 7 grehih boste kmalu govorili na Goriškem v Srčni hiši, kjer imate delavnico in predavanje, ampak je pravzaprav to vaše poslanstvo ne samo na Goriškem, širom Slovenije, in k tej temi se vrneva po nekaj minutah glasbe. Ko ste mi, Aleksandra Winkler-Drole, pred letom pisali, ste napisali, da je vaša želja, da bi imeli intervju na Radiu Robin, ki bi pomagal osvestiti ljudi, odpraviti dvome, približati to naravno stanje. Verjetno je vaša želja po letu dni še vedno enaka. Pa zakaj mislite, da sva potrebovali leto dni, da sva se ujeli? Je tudi to nek namen, da je morda zdaj pravi čas, da govoriva o teh temah? Ja, lahko bi tako vzeli. Veliko ljudi odlaša, se ne potrudi dovolj, pustijo neke stvari za kasneje, ker so lahko eden ali pa drugi preobremenjeni z drugimi stvarmi. Mislim, da je, ko si nekaj zaželiš, takrat pravi čas. Mnogi ljudje se zgovarjajo na to, da bi raj kasneje, tako bi mal kritizirala ženske, ki odlašajo z nosečnostjo, ne, še zdaj bi kasneje, pa bi kasneje. Mnogi mislijo, ko bo prišel pravi čas. Pravi čas je takrat, ko imaš težavo. Se pravi, ali pa je že prepozno. Ko me začne zob bolet, vem, da je prepozno, da grem k zobarju. Bolje pozno kot nikoli. Ampak kljub temu ljudje pridejo k vam, ko imajo že težave. Verjetno nihče ne pride zgolj zato, da bi vas, ne vem, povabil na kavo. Ja, res je. Pridejo pa tudi na tečaj. Jaz imam 3-letno usposabljanje in mnogi ljudje tudi nimajo tako hude težave ali pa pridejo čez eno drugo, v resnici se pa pojavi, da je problem večji nekje drugje. Recimo, imela sem en problem enega poslovneža, ki se ni mogel odločiti, ali ne proda podjetje, ali ne proda svoj delež, ali ne, in to je imel v glavi, da je to njegova največja težava. Ker je bil možakar star 42 let, sem ga povprašala, kako pa vaše zasebno življenje. Je rekel, jaz partner, ko sva skupaj, otrok nimata, ne, otrok pa nimava, jih pa planirava. Koliko je stara vaša partnerka? Je rekel, 40 let. Joj, sem rekla, zdaj to, koliko časa že traja to vaše planiranje? Je rekel, par let, če prej moramo posel, pa to pa drugo. Sem rekla, jaz bi obrnila na prioritete. Jaz bi ženskam biološka ura dela tik-tak zelo hitro in jaz bi vas usmerila na to in bi tudi, če želite, bi dali tudi vprašanje, ali je pa zdaj le čas, da se posvetite
posvečam starševski vlogi in ne samo biznisu in karieri. Tako da se je strinjal in njegova duša v hipnozi je povedala, da so zastoje v poslu ravno zato, da se mu nič ne premakne, da se usmeri bolj na partnerski odnos, na starševsko vlogo in da končno že enkrat se premakne in odloči za otroka. V vaši knjigi Sporočilo z Oriona sem prebrala, da zdravilna hipnotična regresija in progresija sta vaša dva bisera, ki sta se rodila kot stranski produkt raziskovanja indigo-mavričnih in kristalnih ljudi. V tem primeru govorite prav o tej hipnotični regresiji in progresiji, a s pomočjo teh dveh terapij, metod svetujete, kako in kaj posameznikom, skupinam naprej? Ja, kar je najbolj zanimivo je, da jim jaz nič ne svetujem, da si svetujejo sami. Ampak to je dobro, da ste me vprašali, ker večino ljudi tako misli. Se pravi, večino ljudi pričakuje moje svetovanje. Mojega svetovanja ni. Jaz sem samo strojevodja, ki vas peljem, kamor se vi zberete. Se pravi, vi mi rečete, jaz bi rada šla na to lokacijo in tam raziskovala. Jaz rečem, ok, to si ti izbrala. Pa greva, ne? In potem je moja naloga kot turističnega vodiča, da te varujem, da te seznanim z okoliščinami. Recimo, začela sem pred 29 leti, takrat sem zapustila v navednicah varno službo in skočila v privatništvo. Takrat je bilo zelo obetavno za podjetnike. Jaz še vedno vztrajam, ker pač čeprav so se časi precej poslabšali, v tem, ker imam dobre rezultate in dodajam se, sama izpolnjujem, redno se izobražujem in vse, kar se naučim večinoma tudi na mojih klientih. Oni me učijo, jaz učim njih in oni me ne učijo. Tako da indigo, kristalni in mavrični ljudje, med njimi sem se znašla tudi sama, smo posebni ljudje, recimo znašla sem se med indigo posamezniki, to pomeni indigo je barva tretjega očesa. Mi smo po naravi vizionari, mi vidimo par korakov naprej za razliko od drugih, se pravi naša aura je bolj pretežno indigo obarvana. Za nami so generacije kristalnih in mavričnih ljudi, mi smo bili prva generacija. Izboljšane verzije nas so naši otroci, nekateri, ne pa vsi, ki imajo kristalno čisto auro in mavrično auro in vedno so kristalni in mavrični otroci potomci staršev indigo. Nikoli obratno. Kako naj človek ve, da je indigo? Je dober vizionar, njegove vizije so vedno dobro, se pravi, zamisli si nekaj v prihodnosti, kaj naj bi bilo in to začne in ko to začne, vedno naleti na plodna tla. Se pravi, vi si zamislite, čistkole eden izmed gledalcev, jaz bi pa posadil stare sorte jabolk, take in take sorte, posadil bi jih tle in vem, da bo to dobro šlo v prodajo. Ko to naredi, lahko prodaje jabolke in je resnično zadovoljen in srečen in nikoli ne obžaluje, da je to naredil. Pa ni to intuicija? Ja, intuicija je stvar čakre tretjega očesa oziroma 6. čakre, to je ekstremno dobra intuicija in tle lahko tudi preveriš. Če ste se na prejšnjih odločitvah, na prejšnjih volitvah odločili za tega in tega kandidata in tega ne obžalujete, da ste zadovoljni s tem, potem imate dobro intuicijo. Če ste se napačno odločili in zdaj le obžalujete ali pa 4 leta, potem nimate dobre intuicije. Čisto tako, se pravi, tukaj nas hitro zavede ego, ker nas vsi hipnotizirajo s svojimi govori, s svojimi posteri, plakati, s svojimi frazami in tle človek, ki pade pod vpliv ego percepcije, tam ni intuicije. Moramo pa vedeti, da tudi ego je dober, ker ego ni vedno slab, ampak v tem primeru nas prevečkrat ustavi in preglasi glas duše. Duša je modra, duša hrani spomin in tisti, ki posluša intuicijo, lahko preveri sebe, če ima dobro, se pravi, če je indigo generacija, tudi nima klasičnega črednega nagona in njegove odločitve so v 99,9% pravilne. Tudi če se ženska poroči, pa se kasneje loči, mi reče, recimo ženska z indigo auro, ker pač aura prevladujoča, ker je indigo barva tretjega očesa, je okrog glave precej indigo barva
barve in to je zelo intenzivno videti, tisti, ki vidimo auro. Taka ženska mi pravi, vseeno mi ni žal, da sem se takrat mlada poročila, imela otroke, čeprav potem sva se čez 20 let ločila, še zmeraj sva frenda in nekako sva se dobro sporazumela, zdaj imam pač drugega, on ima drugo, ampak ona ne obžaluje. V tem je test, čist preprost test dobro razvitega tretjega očesa ali pa indigo posameznika. Hvala, Aleksandra Winkler-Drole, še nekaj minut nama je ostalo, ne ravno veliko, pa vendar, da se zavihtiva še med druge teme, ki so tudi za današnji čas aktualne. Radio Rubin poslušate, vaš stavek iz enega od intervjujev, teh sem na netu zasledila kar veliko, se glasi, Slovenci imamo več sreče kot pameti, pa me vendarle zanima, kaj ste s tem mislili. Ja, hitro. Slovenci pač moramo paziti, tlele je naša Ahilova peta, ravno to, da ne vidimo naših sovražnikov. Se pravi, ne zmoremo po večini, govorim res za kolektivno karmo. Ne vidimo, kdo je naš prijatelj, kdo je naš sovražnik. Ali imamo nekoga za sovražnika in je to brez veze, to sploh ni, ali pa imamo nekoga, wow, ta je naš prijatelj in to v resnici sploh ni. Ne? In pravijo, po toči zvoniti je prepozno. Tako da pazimo na to, ker je naša karma zrak, kar predstavlja mentalni nivo, da so naše misli ne tako, ko so nas hipnotizirali. Se pravi, ko bi rekli, zdaj nas men delati reklamo za mačjo hrano, ki nas niso plačali, ampak recimo, če bi rekli, da te na televiziji hipnotizirajo, da bi vaše mačke kupile to in to hrano, vam povem primer, jaz sem dala mojim mačkam tisto hrano, ki so reklamirali po televiziji in jetrca. In kaj so zbrale mačke? Jetrca. Potem sem dala hrano, ki so jo reklamirali na televiziji in eno drugo hrano, ki jo mi je veterinar priporočal in moje mačke so zbrale tisto hrano, ki so jo reklamirali na televiziji. In veterinar mi je rekel, da tista hrana, ki jo reklamirajo, ni dobra za mačke, ker vsebuje preveč soli. In zdaj vam povem primer. Moje, bi se reklo, tečajnice sem vprašala, se pravi, kaj je zdaj pravilno, ne? A to, kar mačka zbere, da je to. Se reka, dajte otroku ponuditi vrečo pečenega krompirja, ful slano, mastno in jabolko. Kaj bo otrok zbral? Ja, verjetno tisto vrečo krompirja, ne? Tako da, kar hipnotizirani smo vsi in če nismo čisti, če nimamo kritičnega uma, Slovenci rabimo kritični um, biti zelo, zelo kritični. Vsakega poslušati zelo, zelo kritično, ne kar verjeti na besedo, ker naša karma je zrak, to je 4. od 4 najtežjih vrst karme. V enem od intervjujev ste rekli, da nas čaka prelomno leto, govorite in govorili ste za večino človeštva na zemlji. Zakaj? Ja, smo tik pred zlato dobo. Se pravi, vstopamo poleti, ob poletnem najdaljši poletni dan, najdaljši dan poleti, mislim, da je to 21. junij letos, se začne obdobje srebrne dobe, ki je predhodnik zlate dobe. To doba bo zaznamovala in umetna inteligenca, in novi mediji, in novi roboti, in nov način življenja, dela, s tem, da se bo delček ljudi vrnil spet k primarnemu življenju. Spet bomo iskali zelo stare sorte dreves jabolka, take, ki so odporne proti škodljivcem. Spet bomo iskali preprost način življenja, naprimer si kupili bivalne kontejnerje, ne več gradili zelo, zelo drage hiše za 3 generacije, pol pa na stara leta sami živeli v njej in to vzdrževali. Se pravi, naš način življenja bo hiter, na en način bo preprost, spet se vračajo stare stvari, kamin, preprosto življenje, domača hrana. Drug ekstrem bo pa tlele mediji, ne? In informacij bo ogromno, že zdaj jih je in to jih bo še več. Se pravi, problem bo, kako ločiti zrno od plev. Točno tako. Se pravi, mi rabimo tlele resnično imeti sposobnost zdravega razločevanja
tudi ko poslušamo druge, a mu je za verjeti ali mu ni, a je iskren ali je lažniv. Prevečkrat nas ego tlele zapelje in bom rekla, človeštvo se čisti. Trenutno v svetu ni enostavno, še vedno smo priča 2 ali pa 3 vojnim žariščam. Šli bomo skozi naravne katastrofe, ki bojo prizadele samo določene kraje z namenom čiščenja. To bo vse predhodnik srebrne dobe, se pravi, nekateri ljudje bojo v srebrni dobi že v drugi polovici leta 26, nekateri bojo to občutili že kot zlato dobo, ker nikomur nič ne manjka, ampak bi poudarila tudi zdravja ne, se pravi, da imamo obilje, pomeni obilje, da smo pač materialno priskrbljeni, da imamo dobro zdravje, počutje, dobre odnose, priložnosti, da nas nekako sreča spremlja. To so zametki srebrne dobe, ki je predhodnik zlate dobe, kot smo jo poznali iz zgodovine že v času Atlantide. Še veliko bi lahko povedali, ampak čas naj nekoliko priganja. Bodo to teme, ki bodo zaživele tudi na vaši delavnici, o tem kaj več po glasbi. Še nekaj zadnjih minut. Aleksandra Winkler-Drole, Radio Robin je to. Srčna hiša vabi 28. marca, pravite, delavnica in predavanje Prepoznajmo negativni element. Kaj se obeta? Ja, prepoznajmo negativni element. Negativni element, kako sem že omenila, je lahko zavist. Lahko je ljubosumje, lahko je družinsko prekletstvo, ki se pogosteje po eni liniji pretaka ali preko moške, očetove linije ali pa preko materine, ženske linije in to že sami posamezniki začutijo, naprimer, da se, in to je treba ustaviti, jaz bom tam poskusila pomagati vam, da boste sami diagnosticirali. Mimogrede, delavnica je v Ljubljani in v Novi Gorici, se pravi, eno soboto sem v Ljubljani, drugo sem v Novi Gorici, tako da lahko pridete tudi v Ljubljano, če vam tisto soboto, ki je v Novi Gorici, ne ustreza. Seveda priporočam, da predhodno preberete e-knjigo, govorimo o elektronski knjigi Brezmejna moč bele magije, kjer se lahko predhodno seznanite s temi elementi. Mi bomo tam samo diagnosticirali, ne pa reševali. To je približno tako, kot da bi šli samo na pregled zdravniku ali pa k zobozdravniku. Če se boste kasneje odločili za rešitve, je pa vaša stvar. Se pravi, na osnovi tega, kar zdaj govorite, lahko rečeva, kar seješ, to žanješ, živite, verjamete v ta način delovanja, življenja? Ja, ljudje pač ne vemo, kaj sejemo. Paketi, kjer so semena, so včasih zelo brez etikete. Ne vemo točno, kaj sejemo. Sejemo vse sorte, vsak moment nekaj posejemo. Tudi mi dve smo danes posejali neko seme osveščanja. Namreč radio ima veliko moč osveščanja ljudi in ljudje bojo pač na podlagi tega osveščanja bolj zavestni. Hočem, da smo zavestni ljudje, zavestni posamezniki, da ne kar slepo mižimo pred nečim, ali pa to ni zame, ali pa ja, to je zame, da imamo osveščeno, kaj to je in kaj to ni. Tako da to je zelo dobro sporočilo za danes in mislim, da je super čas, da začnemo to. Smo pač tik pred pomladjo, ki bo res tisto, kar bomo pomladi posadili, bomo že v jeseni poželi in dajmo posaditi dobre stvari. V tej brezmejni moči bele magije pišete tudi o zakonu privlačnosti, kako ga razumeti? Ja, tukaj moramo biti predvsem pazljivi. Jaz bi tlele poudarila, da ne misli, vse bo vse v redu, vse bo vse fajn, zakaj bi se ukvarjal z negativnim, če se raje ukvarjam s pozitivnim. To ni pozitivno mišljenje, to je nerealistično razmišljanje. Jaz sem rada z nogami trdno na tleh, živim na materi zemlji, spoštujem zemeljske cikle, probam imeti zelo kritičen um,
tako da se zavedamo vsega dobrega in zla. Če ne bi bilo slabega, ne bi vedeli, kaj je dobro. Če ne bi bilo sovraštva, ne bi vedeli, kaj je ljubezen. Če ne bi bilo teme, ne bi vedeli, kaj je dan. Če ne bi bilo mrzle zime, se ne bi veselili toplega poletja. Se pravi, živimo v svetu dualnosti, kjer je smiselno razločevanje med dobrim in slabim, med koristnim in nekoristnim. In jaz sem tle pogosto, ko se počutim kot gobar. A veste, dve gobi so lahko podobni, ampak ena je ful strupena, druga je pa v redu. Kaj boste rekli za konec, katero, če bi morali dati samo eno sporočilo ali en povzetek najnega pogovora poslušalkam, poslušalcem Radia Robin, bi se ta glasil ali to glasilo kako? Bodimo prisotni tukaj in zdaj. Naša preteklost je pomembna do take mere, kolikor nas je pripeljala do situacije, v kateri smo zdajle. Bodimo v glavnem večji del svojih misli, delovanj in akcij tukaj in zdaj, z usmerjeni za naprej, za kreiranje boljše prihodnosti, tudi za kreiranje sebe, boljše verzije sebe. Učimo se na naših napakah in tudi na napakih drugih ljudi in jih ne ponavljamo. Tako da, hočem, da postanemo vsi boljša verzija sebe, čim boljša verzija sebe. Hvala lepa, Aleksandra Winkler-Drole, ker ste prišli. Kot rečeno, 8 knjig ste rekli, verjamem, da bojo poslušalke, poslušalci vsaj kakšno vzeli v svoje roke in če drugega ne, se poslužili e-knjige Brezmejna moč bele magije, na katero ste opozorili. Hvala, ker ste prišli v studio Radia Robin in uspešno delo. Hvala za povabilo, srečno vsem.